Danes pa v studiu gostimo režiserja prvega slovenskega celovečerca Babica gre na jug in tudi njenega nadaljevanja Deda gre na jug, ki je bil pravkar nagrajen na Slovenskem filmskem festivalu. Enfant terrible slovenskega filma. Drage dame in gospodje, Vinči Volk Anžlovar. Dober večer. Dober večer, Vinči. Ok, posnel si prvi slovenski celovečerni film Babica gre na jug. Kakšen je bil takrat ta občutek, občutek ponosa? Obstaja to še danes ta občutek, kaj je bil? Takrat si je tako zgledal, da se vse da. Mislim, ena taka energija je bila v zraku. Tam med tem, ko smo snemali, smo gledali, kako je jugoslovanska vojska odhaja. Mislim, bilo je neverjetno, pa tudi odziv publike pozitiven in pa je šlo pa vse malo v drugo smer. Kako pa je prišlo do ideje za nadaljevanje Dedek gre na jug? Načelno ni čisto nadaljevanje. Pisal sem scenarij z naslovom Na jug in pol je en kolega rekel, zakaj pa ne bi bil Dedek gre na jug, ker sta bila dva starejša občana in pa se je to kar prijelo nekako in pol je bilo Dedek gre na jug. Dedek gre na jug. No, ampak rekel si, da pa je šlo pa vse v drugo smer, to me zanima. Kaj je bilo takrat boljš, kaj je zdaj boljš? Kaj je zdaj slabš, kaj je bilo takrat? Včeraj smo gledali en dokumentaren film, ki so govorili o tem, da je prejšnja oblast v bistvu videla, da gre že proti koncu in je v bistvu pustila, da je bilo veliko več svobode. Ta nova oblast je pustila veliko več svobode, zato ker je hotela biti všečna. Pol je pa tako nekako lijak, eno tako osko grlo je tam. Zdaj smo tle nekje noter zabasani. Še vedno smo zabasani. V projektih pa tudi zelo rad kot režiser sodeluješ z istimi igralci. Velikrat, kako to? So to tvoje muze, tvoji kolegi, zato ker jim zaupaš? Mislim, to ni čist res. V bistvu Kavaca je igral zdaj pač v dveh mojih filmih. Jonas recimo je igral v ene par mojih filmih. Drugače pa glavne ženske vloge so zmeri druge. Mislim tako, pač na ene pišem, recimo, ker že pišem scenarij, že na lik pišem. To so bili zdaj Boris Kavaca, Vlado Novak pa Zala Đurić. Včasih pa jih je treba še najti po feelingu. Kdaj prije film ven? Oziroma v kino? V kino pride januarja, 12. januarja. 12. januarja, ok. Ljudje, da to koledar 12. januar, gremo vsi v kino. Zdaj, malo mogoče provokativno vprašanje, no, ampak vsem, lansko leto na Oskarjih je za vršalke Will Smith dal klofuto Chrisu Rocku, ne. Ti imaš tudi eno podobno izkušnjo s Šamarjem. A lahko ti kaj več poveš, no? Ja, mislim, jaz sem ravno lansko leto odplačal še zadnje pufe, ki mi jih je povzročil minister za kulturo Sergej Pehan. Ja, in pač, ker se ni držal dogovorov in jaz sem takrat dal statement, da bo pač diplomacijo nadaljevala z drugačnimi sredstvi. In je bila v bistvu klofuta bolj simbolična v bistvu. Jaz sem pa tudi se usedel pred Prešerna in rekel, da vsak, ki se strinja s to politiko kulture, lahko pride in mi da šamar. In si dobil prišel kdo? Enega sem dobil zato, ker so prišli eni mladci, ki sploh niso vedeli, kaj je to kultura. In je pa tako en prišel in mi upalil šamar. Ker je bil žur. Ker je bil žur, ne. Vse bil sem žur, vse bil meni tudi žur. No, ampak v dokumentarcu svojemu, Selfie brez retuše, ne si pa zelo iskren spregovoril o svoji duševni bolezni pa o svojih težavah povezani z njo. Zakaj si se odločil za to? Ja, mislim, hotel sem ravno to povedati, da to kot eno ni duševna bolezen, kot eno in obstajata dve oblike borderline. En je borderline struktura, en je pa borderline motnja. Ljudje, ki so strukturirani v borderlineu, imajo lahko značilnosti borderlinea, ampak recimo kreativni ljudje, lahko so kuharji, lahko so pevci, karkoli že, nadkompenzirajo te svoje manjkote s tem, da ustvarjajo. Če pa je motnja, je pa rušilna zadeva. To je pač, to tudi psihiater lepo pove v filmu. Ampak, ko si naredil potem ta dokumentarc, ti je bila to neka terapija? Ja, ziher, ne. Mislim, v bistvu, vsi filmi, ki jih delam, so neke vrste terapije. Zmer govorim v bistvu skozi sebe, o samem sebi, ampak skozi druge like. Pač teksti, ki jih govorijo, so ali vprašanja, ki jih imam, ali kakšni odgovori, ki jih imam. In to je to. V bistvu je vse skupaj zelo avtobiografsko. No, super.
Vinči, hvala za obisk. Ja, še veliko ustvarjalne energije. Dobri filmov in terapij. Ja, tako, ja. Vi pa 12. januar. V kino. Hvala lepa. Najlepše, hvala. Najboljši je žuren, najboljši je vibe, ko greš na naš kanal in klikneš subscribe, ne štimaš naprej in na kavce počeš, gledaš jih lahko, kadar hočeš.